Zdaj ste verjetno že počitniško razpoloženi in čeprav vam privoščimo, da počitnice preživite na svežem zraku, bomo z vami na naših družbenih omrežjih. Kaj pa se je v tem mesecu dogajalo tam, mi bo povedala Katja. Živjo, Katja. Živijo Nejc in infodromovci, res je, čas je za spletkarjenje in z veseljem poročam, da imamo na YouTubeu že 8000 naročnikov. Ta mesec vas je najbolj zanimal prispevek o motokrosistu Jaki. Pogledali ste si ga kar 11 000-krat. Infodromovci nas še vedno največkrat spremljajo prav na Snapchatu, kaj ne? Res je, naša prijateljska skupnost hitro raste, kar je super, ker si lahko izmenjujemo ideje in predloge, recimo kako zmanjšati onesnaževanje okolja s plastiko ali pa kaj novega si želite izvedeti v infodromu. Več snapov, ko dobimo, lažje si tudi ustvarimo predstavo, kakšno je vaše mnenje o določeni temi, recimo o ocenjevanju vedenja na šoli, ki ga večina infodromovcev ne podpira. Katja, opazil sem, da imaš kar nekaj težav pri komuniciranju z našimi infodromovci na družbenih omrežjih. Ja, velike težave. Mogoče zato, ker nisem več najstnica in ne razumem več vašega skrivnega jezika, zato prosim za pomoč, uporabljajte vejice, pike, velike začetnice. To bom tudi jaz upošteval, pogosto se zatipkam. No, Nejc, prav o tem smo se pogovarjali z učenci osnovne šole Šentvit. Poglejmo. Facebook, Snapchat, Instagram in YouTube imajo marsikaj skupnega. Povezali so nas bolj kot karkoli, kadarkoli prej. Poleg tega pa tudi žal še uporabnike, ki pišejo neprimerna in včasih nerazumljiva sporočila. Kot vsak jezik ima tudi slovenščina svoja pravila. Če nam nekaj ni všeč, to še ne pomeni, da smo lahko žaljivi do avtorja objave. Neprimeren komentar raje zadržimo zase. Nekateri komentarji so bili že žaljivi, sem se že navadila in me nič ne zmoti. Če je kakšen zelo grd, ga zbrišem. Preden komentar objaviš, ga vsaj dvakrat preberi. Je razumljiv? A ti živiš v bloku? Krajna pica si. Pa ti Dijan Rado. Ma dobro ti gre. Meni je lažje pisati tako, zaradi tega, ker je težje pisati slovnično pravilno. Pa še itak z unimi, ki se jaz pogovarjam, vsi vejo, kaj napišem in bodo razumeli, kaj bom jaz napisala. Velike začetnice, vejice in presledki lahko očeta ločijo od vprašalne povedi. Neberljive hieroglife pa naredijo razumljive. Slovenščina je eden izmed ne tako številnih jezikov na svetu, ki so ohranili dvojino. Uporabljajmo jo. Za večino tujk imamo slovenske besede. Meni se zdijo domače boljše. Pejte se suvat na moj kanal. Pojdite se naročiti na moj kanal. Zelo verjetno je, da vam na Snapchatu ali Instagramu kdaj ne odpišemo, ker ne razumemo, kaj nas sprašujete ali sporočate. In ja, neskončno smo veseli vaših sporočil in komentarjev na naših družbenih omrežjih.